Dobrodošli spet v oddaji Ambienti, kjer danes med drugim občudujemo mojstrovine na manjših bivalnih površinah. Dokler nismo videli, si nismo znali predstavljati, kako na malce manj kot 20 kvadratnih metrov spraviš vse, kar danes v stanovanju velja za samoumevno. Kuhinja, toaleta, zakonska postelja, vsa bela tehnika, prha, dobesedno stanovanje kot iz škatlice. Smo v Ljubljani v enem izjemno majhnem stanovanju in Andrej Kregar, ki ga je pomagal osvežiti, bo povedal, kje, kdaj in kako. No, stanovanje je bilo v začetku v zelo slabem stanju, še v prvotnem, iz leta 1969. Ja, v bistvu želja je bila prenoviti stanovanje, za nek mlad par je bilo najprej mišljeno, tako da to je bil največji izziv, kako spraviti vse funkcije, ki jih imamo v normalnih stanovanjih, v to, ki je res ekstremno majhno. Stanovanje je veliko 19,6 kvadratnih metrov. A je takih stanovanj v tem bloku več ali je to edino tako majhno? Ja, to je iz nekega obdobja, ko so se gradila taka majhna stanovanja, tako da jih je več v tem bloku. Ta stanovanja so po mojem mnenju dobro zasnovana, vsa imajo velika okna, pa že to nam je arhitekt prvotnega bloka omogočil. Torej, mi smo pa izkoristili te danosti. Stanovanje je bilo ob prvem ogledu prazno, saj že nekaj časa ni bilo naseljeno. Tudi vso opremo so odstranili že prej. Ko smo prišli v stanovanje, ni bilo nobenih sten, to je seveda garsonjera. Bistvene spremembe so pa v samih inštalacijah, povečali smo kuhno, pa predvsem te omare so v bistvu zdaj po meri narejene po celotnem prostoru, tako da je možno čist vsak centimeter izkoristiti. Tako majhna stanovanja je edino na tak način možno dobro rešiti. Stanovanje je bilo torej potrebno potegniti iz sredine 20. stoletja na začetek 21. stoletja. Ja, včasih klasično v tako majhnih stanovanjih je bila kuhna direkt pri vhodu. In to je bila zelo majhna kuhna, ponovadi sestavljena iz nekega prefabriciranega boksa, ki je zavzemal hladilnik, pa en majhen umivalnik, pa kuhalno ploščo. Danes se mi zdi, da pa vsak pogreša v takih kuhnah pomivalni stroj, pralni stroj in take elemente, tako da v bistvu v tem stanovanju je praktično vse, kar imajo velika stanovanja. So pa vse funkcije tako spremenjene, da v bistvu, kjer kuhamo, sem čim bližje temu delu dal zraven jedilno mizo. Recimo, ko se postelja odpre, imamo zraven nočno omarico. Iz postelje lahko gledamo televizijo in tudi, ko je postelja pospravljena, lahko spet iz kavča gledamo televizijo. Vse funkcije so nekako med sabo tako razporejene, da se med sabo povezujejo, da vsaka stvar nekako relativno enostavno omogoča naslednjo funkcijo. Ko pa vstanemo iz postelje, je pol zraven tudi omara za obleke, tako da vse funkcije se med sabo povezujejo, kakor da bi imeli ločene sobe. Da stanovanje kljub črni opremi ni temno, pripomoreta veliko okno in ustrezna osvetlitev. Ta pride posebej do izraza v toaletnem prostoru. Kopalnica je v svoji razporeditvi zelo klasična. Ima WC, tuš kabino in umivalnik. Kar je pa najbolj zanimivo pri tej kopalnici, je v bistvu to ogledalo, ki ga v bistvu vsi pohvalijo v tem smislu, da ko si noter, se zelo dobro vidiš, ker ima ob straneh LED osvetlitev in v bistvu lahko tudi omogoča zelo dobro ličenje ali pa skratka higieni namenjeno. Same luči so potegnjene od stropa do tal in se nadaljujejo potem še po stropu naprej. Čeprav na prvi pogled prevladuje črnina, je arhitekt vendar našel ustrezen estetski dodatek, ki omili črno eleganco. Predvsem smo želeli razbiti to črnino, ki se pojavlja skozi celotno stanovanje, na manjše dele, zato da v bistvu ni tako temno stanovanje. Ko stopimo v prostor, nas z leve in desne obdajata črno pohištvo, potem pa proti koncu stanovanja pa se nam pred nami odpira okna in zunanja svetloba sije notri. Iskren premislek o materialih,
o omejitvah majhne kvadrature ter o metodah, ki iz prostora naredijo dom, so torej tisti faktorji, ki iz majhnega stanovanja naredijo veliko.